Zdaj smo prišli pri tem postopku do trenutka, ko morda otrok pa le potrebuje odločbo za katerikoli program vzgoje in izobraževanja, ki se razlikuje od tega splošnega javnega večinskega programa. In takrat, tako kot si že rekla, Polona, lahko družina skupaj s šolo, sami ali skupaj z vrtcem izpolni zahtevo za uvedbo postopka za usmerjanje otroka. Pa mogoče bi še tukaj malo povedali o tem, starši morda težko, sploh če imajo mogoče prvorojenega otroka, prepoznajo posebnosti v njegovem razvoju, kako lahko recimo pridejo do teh informacij, da je pa pri otroku nekaj drugače, da se nekaj odvija drugače. Ne? Imaš izkušnje tukaj? Zdaj, ja, tako, kot si povedala, da je staršem res velikokrat težko, pa ne, mogoče tudi včasih primerjajo z drugimi otroki, ampak je težko, ne. In tudi ni vsak otrok je drugačen in se drugače razvija, tako da je res najbolj, da pač na svojega otroka se usmerimo. In tukaj bi se rekla, v predšolskem obdobju vprašamo zdravnika, če nismo sigurni. Potem so pa tudi tem pregledi, pri 3 pa 5 letih. In takrat lahko pač na teh razvojnih ambulantah oziroma pač, če je kaj narobe, nas pač zdravnik napoti v razvojno ambulanto, ne. So ti presejalni testi in takrat to nam je lahko določena informacija. Zelo dobro običajno pozna našega otroka, če je vključen v pač predšolski program, če je vključen v vrtec, zelo dobro poznajo vzgojitelji in pomočniki in če se pač udeležujemo teh, oni rečejo, pogovornih uric, v bistvu nam že tam povejo, lahko tudi mi izrazimo eno skrb, in nas dostikrat nas pač starše potolažijo, včasih pa tudi povejo, pač kje vidijo oni kakšne izzive in mogoče nam tudi znajo predlagati kakšne vaje ali pa pač nam povejo, ne vem, usmerite se na logopeda in tam pol poiščemo pomoč ali pa na pač delovnega terapevta, fizioterapevta, odvisno od tega, a ne. Se mi zdi, da kot starši, da tudi vedno lahko in so tudi ponavadi pač šolska svetovalna služba, je zelo vesela v bistvu, če starši pridejo, ali pa mislim prej tukaj vrtčevska v tem primeru, a ne, če gre za predšolskega otroka, se pač vprašamo, a ne, da smo pač v dvomih in tako in mogoče pač bi se pa tukaj vključil kakšen specialni pedagog, a ne, od težav, s katerimi se srečuje otrok. Sama tudi vidim, da včasih eni vrtci ali pa šole kar prakticirajo, da svetovalna delavka ali delavec kar krožita po oddelkih, da dobita malo vtis, ne, ker je vseeno lažje opazovati oddelek kot iz perspektive tretjega oziroma objektivnega opazovalca, kot učitelj sam težko vse, ne, detajle opazi. Tako da ja, je super se udeleževati teh pogovornih uric, ja, in tudi, da šola nekako bdi, ne, nad razvojem skupini, posameznikom, ne. Tako, ja. To v bistvu ustanova skupaj, pač udeleženci v ustanovi, a ne, strokovnjaki v ustanovi, skupaj starši nekako res tesno sodelujejo in tako, da se ustvari eno zaupanje med njimi, a ne, ker starši potem lažje izrazijo ene pač pomisleke, dvome, mogoče določene izzive, a ne. Res je. Doma srečujejo. Vidim pa, da je tudi kar v šolah pogosto šalijev test, ne, da ga kar uporabljajo sploh v prvi triadi. Tako. To je v bistvu šalijev skupinski preizkusni nared, ki je v bistvu ena pomoč, podpora, s katero v bistvu lahko, s katerim z narekom v bistvu najbolj opazimo napisovalne težave, a ne. Ne, mogoče toliko težave pri branju, a ne, v bistvu to pač tisti, ki to izvaja, ponavadi specialni pedagog, narekuje besedilo, ki ima v bistvu
diskriminatorne besede vključene. To so take besede, ki potem pokažejo razliko med učenci, ki imajo določene napisovalne težave in med učenci, ki teh težav nimajo. Drugje delajo napake te učenci. Ne? In pri tistih učencih, pri katerih opažamo odstopanja, da so naredili v bistvu toliko več napak, to je v bistvu pač kriterije določil ta gospod Boručali. In pri tistih učencih pa ne opazujemo pa sam po tem kriteriju, to je tudi on poudaril, ampak recimo, ne vem, tudi vidimo, a otrok upošteva prostorsko orientacijo, celo grafomotoriko, več faktorjev tukaj opazujemo. Se opazuje, ne? Ja, in potem pa tudi seveda se vedno pač specialni pedagog, ko to pač popravi, te nareke, je vedno tudi posvetovanje z razrednikom, ne. Včasih pač tisti otrok imel tako, sem tudi že pač tako doživela, da je imel tako stisko, tremo pred tem, ne, in je zato več napak. Ali pa da želi pač tako hiteti in tako in tako da vedno je tukaj pač posvetovanje z razrednikom, potem pa se tudi staršem seveda ponudi pač vpogled v ta narek pri vseh, če želijo, a ne. Običajno pa pridejo tisti starši, pri katerih je bilo pač več napak, a ne. Tudi pustimo pač pri tem nareku pokazale kakšne težave ali ne. In seveda, da imajo pa vsi možnost vpogleda. Poleg tega pa tistim, pri katerih so se pokazale določene težave, se ponudijo v bistvu še vaje, s katerimi lahko to, a ne. In potem, če recimo vidimo, da starši povejo, da te težave opažajo tudi doma ali pa da so težave še na področju branja in tako. Potem se pa pač tudi seveda v posvetu vseh vključi recimo ali v ISP, se pravi individualno in skupinsko pomoč in tako naprej te korake, če vidimo, da je pač to potrebno, a ne. Začnemo peljati. Drugače pa ja, so tudi v drugem razredu, se pa lahko tudi izvaja diagnostični test prav za recimo za področje branja, da damo bralno razumevanje in prav tako podoben kakor pri pisanju, tudi lahko poteka skupinsko, a ne. Nekatere šole, nekatere specialne pedagoginje te skupinske, tam v prvem razredu tudi izvajajo diagnostiko, sicer tam vsakega učenca posebej, predvsem glede fonološkega zavedanja, zaznavanja, testirajo. Individualno je pa v Sloveniji tudi dostopen, ga pa ne izvaja še vse šole, SNAP program tudi za diagnostiko, ki ga pa potem kot podpora individualni skupinski pomoči, če vidimo, da so pač, če gre za zelo učne programe in da želimo pač mogoče pa v postopek in da vidimo, ali je ta potreben ali ne, se pač lotimo še tega, no. Drugače pa mogoče za kakšno disleksijo so tudi kakšne ocenjevalne lestvice, najbolj znana je mogoče Bogdanovićeva lestvica od gospe Bogdanović, prevedena v slovenščino in sicer gre bolj za lestvico, ki je namenjena za predšolske otroke, se pa večina staršev, mogoče tudi v prvem, pač v tem od 1. do 3. razreda, kar lahko spomne, a je imel otrok te težave oziroma a še ima. Tako da je pač tudi vsaj za prvo triado tudi primerno, da pač to ponudimo, a ne.